Že ves teden v razmišljanjih poudarjam, da Bog prihaja k nam, ker nas ljubi. Zanima se za nas, zato se bo rodil kot nemočen človek. Bog nas ljubi nepopolne, ljubi nas take, kakršni smo, a ne želi, da bi taki tudi ostali. Želi, da odgovorimo na njegovo ljubezen. Vesel je našega odgovora. Ali je kaj hujšega, kot zavrniti ljubezen? Kdor je to v življenju že doživel, ve, kako je hudo. Morda bo kdo vprašal, kako naj odgovorim na Božjo ljubezen. Naj nam pri odgovoru pomaga zgodba iz knjige Zgodbe za srečo v družini. V nekem samostanu ni šlo vse tako, kot bi moralo. Redovniki so bili nekam naveličani. V njih ni bilo ognja in navdušenja, svojih dolžnosti niso opravljali vestno, njihove molitve so bile površne. Mladi niso več vstopali v samostan. Nedaleč od tistega samostana je živel puščavnik. Veliko je molil in ljudje so govorili o njem, da je svetnik. Opat samostana se je nekega dne odpravil k njemu, da bi se z njim pogovoril. Sveti mož je bil opatovega obiska vesel in ga je prisrčno sprejel. Predstojnik je puščavniku potožil težave svojega samostana. Puščavniku se je zasmilil. Ob koncu pogovora je puščavnik opatu dejal: "Reci bratom v samostanu, da med vami živi Mesija, odrešenik." Opatu je vzelo sapo in ni mogel verjeti. Hvaležen se je poslovil od puščavnika in odhitel domov. Kmalu se je vrnil v samostan, sklical brate in jim povedal novico. Tudi bratom je vzelo sapo. Od tega dne se je v samostanu življenje spremenilo. Ko so se bratje srečevali, so si mislili, kaj pa, če je on Mesija, odrešenik. Vsakdo je bil z drugim prijazen in vsakdo je premagoval svojo slabo voljo in se trudil biti ljubezniv do drugega, misleč, da je morda njegov sobrat v samostanu odrešenik. Kmalu je glas o življenju bratov šel naokoli in ljudje so začeli prihajati k njim. Številni so se odločili za vstop v samostan. V samostan se je vrnilo življenje in med brati je zavladalo veselje. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov, nas opominja Jezus v evangeliju. Bodimo pripravljeni, kajti ko ga ne pričakujemo in ko najmanj mislimo, bo prišel Sin človekov in nas obiskal. Tudi nam se Bog približuje v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjem delu in obveznostih, v enoličnih opravilih in dolžnostih, v redni molitvi in ljubezni do sozakonca ali do otrok, do bratov in sester. Vseh in vsem tem prihaja Kristus neopazno k nam. Gotovo pa se zelo dobro pripravljamo na Kristusov prihod z dobrimi deli in dobroto, ki jo izkazujemo do drugih ljudi. Ko delamo dobro bližnjemu, delamo dobro Jezusu, ki je navzoč v vsakem človeku. Ne pozabimo na njegovo naročilo. Karkoli ste storili kateremu mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Pričakovati odrešenika ne pomeni udobno in pasivno čakanje, ampak čuječnost in neprestano prizadevanje za dobro. Dejavno pričakovati Gospoda pa tudi pomeni, da odpravljamo svoje napake, ne napak drugih. Naj nas k temu spodbudi tudi naslednja zgodba, ki bo našla prostor v eni prihodnjih knjig Zgodbe za dušo. Zgodilo se je v majhni vasi,
natančneje v mizarjevi delavnici. Ko se je mojster nekega dne mudil v mestu, je njegovo orodje sklicalo zborovanje. Trajalo je dolgo in bilo je napeto. Razpravljali so o tem, da bi iz svoje srede izključili nekatere člane. Spregovoril je prvi. Izključiti moramo našo članico Žago. Grize in škripa z zobmi. Ima najbolj ujedljiv značaj na svetu. Drugi se je hudoval. Ne moremo več trpeti med nami našega člana Obliča. Ima oster značaj in oguli vse, česar se dotakne. Član Kladivo, se je oglasil tretji, ima težak in nasilen značaj. Rekel bi, da je pravi pretepač, izključimo ga. In žeblji, ali lahko živiš z nekom, ki tako zbada? Naj odidejo. In pila ter rašpa drgneta in povzročata stalno trenje. Izključimo tudi brusilni papir, saj zna samo praskati. Pogovor med mizarskim orodjem je postajal vse bolj glasen. Govorili so vse povprek. Kladivo je hotelo izključiti pilo in rašpo. Ti dve pa sta hoteli izključiti žeblje in kladivo. Na koncu zborovanja so vsi izključili vse. Pomirili so se ob mojstrovem prihodu. Vsi so utihnili, ko je vstopil k delovni mizi. Vzel je desko in jo z ostro žago prežagal. Zgladil jo je z obličem, ki oguli vse, česar se dotakne. Vsi so prišli na vrsto. Sestra Sekira, ki tako hudo rani, sestra Rašpa, ki ima tako robat jezik, in brat Brusilni papir, ki praska. Vsi so takoj zatem začeli svoje delo. Mojster je zatem vzel v roke brate žeblje, ki zbadajo, in kladivo, ki udarja. Uporabil je vse orodje, ki ima tako slabe lastnosti, in je naredil zibelko. Čudovito zibelko, da bo sprejela otroka, ki se bo rodil, da bo sprejela življenje. Tudi ljudje pogosto izključujemo drug drugega, zato ker je značaj enega oster, drugega zbadljiv, tretjega robat, da rani vse okrog sebe. Lahko pa stopimo skupaj in tudi s svojimi pomanjkljivostmi začnemo pripravljati zibelko, prijetno ležišče za Božje dete. Advent je čas, ko se pripravimo na Kristusov prihod, da obrusimo svoj značaj, posvetimo več časa molitvi, opravljamo dobra dela in tako v svojih srcih pripravljamo prijetno ležišče za novorojenega odrešenika. Zato vam želim blagoslovljen in rodoviten adventni čas.